Ali znajo punce na planetu Zemlja v 21. stoletju biti srečne? Včasih gledam punce, ki imajo pač svoje življenja, pa hitijo, pa imajo karijere, pa imajo partnerstva, pa imajo otroke, pa imajo sanje, pa želje, pa cilje. Ampak ne vidim velikrat srečne ženske. Res ne vidim velikrat ženske, ki je navdušena nad svojim življenjem. Ženske, ki obožuje svojo inkarnacijo. Ampak velikrat vidim pač punce, ki imajo milijon opravkov, ki imajo milijon zahtev, ki drugi ljudje zahtevajo od njih. Pa vidim, kako hitijo, pa vidim, kako skrbijo, pa predelujejo svoje lekcije. Ne? Pa se poravi vprašanje, kako je lahko ženska na tem planetu srečna v moderni dobi. Ker možno pa je, ne? Ker vsake toliko časa pa vidimo kako punco, ki reče, veš kaj, jaz sem pa srečna, meni pa nič ne manjka, jaz imam pa prav fajn življenje. Ne? In zakaj tega nima več punc? Zakaj več žensk na tak način ne zna svojega življenja postaviti? In tukaj bi ti zdaj rad pomagal. Zaradi tega, ker verjamem, da če gledaš ta video, najverjetneje si ženska, in te bo definitivno zanimali koraki, ki vodijo do sreče, če pa si fant, pa verjamem, da poznaš kako punco v svojem življenju, ki lahko ti na potki pomagajo. Tako da, ampak glej, kaj rabi ženska vedeti, če želi biti srečna? Jaz že dolg časa delam s puncami. Večina mojih tečajnic je tečajnikov je punc. Zraven nekaj 90% ljudi, ki pride k meni na tečaje, meditacije, delavnice ali pa me spremlja žensk. In do dobra sem spoznal žensko psiho. In tako dobro sem začel ugotavljati, kaj punce rabijo, zato da lahko pride do svoje notranje izpopolnitve, da sem celo napisal knjigo o tem. Tako da moja prva knjiga je bila namenjena ženskam. In potem sem tisočim ženskam pomagal, da so prišle in do samozavesti, in da so prišle in do svojih ciljev, da so razumele svoje poslanstvo, lažje razumele svoje odnose. Tako da neke korake bi ti tudi danes rad v tem videu pomagal razumeti, kaj je tisto, kar ti rabiš kot ženska na planetu Zemlja, zato da lahko postaviš svojo srečo, tako da boš izpopolnjena. Ampak še preden pa grem na te 4 korake oziroma zahteve, ki je fajn, da jih imaš v življenju, bi ti rad povedal, da imam 15.7. spletno delavnico Srečna ženska, pogumni koraki za moderno žensko. To se pravi, na tej delavnici, ki poteka preko spleta, bom vse punce, ki boste z mano naučil in miselnosti, in čustvovanja, in odločitev, in komunikacije, ki vodi do srečne inkarnacije. Zdaj pa gremo pogledati, katere so 4 zahteve, kateri ti res svetujem, da kot ženska imaš v svojem življenju, zato da ti bo stvari štimale. Zato da ne boš lovila lastnega repa ali pa imela občutka, da te drugi ljudje ponižujejo, ali pa imela občutka, da ti nekaj manjka v življenju, ali pa da ti nisi zadost, drugim ali pa sama sebi. Tako da, katere so te 4 izbire, ki jih ti rabiš v bistvu narediti? Prva izbira je, da rabiš izbrati sebe. Ti kot ženska rabiš najprej izbrati sebe. Vidim veliko punc, ki izbirajo pred sabo druge ljudi, pa zberajo pred sabo svoje otroke, pa zberajo pred sabo svojega partnerja, pa zberajo pred sabo svoje starše. Vse to vse lepo in prav, da imaš rada druge ljudi v svojem življenju in da lahko drugi ljudje računajo na te. Super, odlično, pohvale vredno, fajn, da imaš takšne odnose, ampak vseeno, veš, ti si sebi najpomembnejši odnos. In ti rabiš najprej sebe zbrati zaradi tega, da sebe sestaviš, da sebe zgradiš, da ti veš, kdo si. In potem, ko ti veš, kdo si in imaš ti polno energijo in imaš ti jasno vizijo o tem, kam greš, pa lahko ti igraš vloge drugim ljudem naprej. Pa si pa lahko ti dobra mama, pa si pa lahko ti dobra partnerka, pa si pa lahko ti dobra prijateljica, dobra hči, dobra sodelavka, Ampak to pride šele v drugem koraku. In veliko punc vidim na tem planetu, ki ne izberajo sebe, ampak izberejo vse druge okoli njih in potem so utrujene in potem so živčne in imajo občutek, da jim manjka nekaj v življenju. Imajo občutek, da se žrtvujejo, imajo občutek, da niso cenjene. In to vse izhaja zaradi tega, ker te punce najprej ne izberejo sebe. Tako da zber sebe da je na prvo mesto. To je prva izbira, ki jo naredi. Druga izbira, ki ti svetujem, kot napredna ženska v moderni dobi, da jo narediš, je, da izbereš prave ljudi v svojem življenju. Naše življenje so tako narejeno, da imamo v življenju en kup ljudi. Vsaka ženska ima na stotine in stotine ljudi, tako ali pa drugače v svojem življenju, bliže ali pa bolj oddaljeno, ki na nek način soustvarjajo njeno življenje. Ampak ti ljudje rabi biti pravi. Življenje na Zemlji je tako narejeno, da mogoče lahko ti narediš vse prav kot ženska, ampak če imaš ob sebi napačne ljudi, potem ti bodo ti ljudje rušili tvoje življenje, ker vsi skupaj soustvarjamo vsak svoje življenje.
In rabiš imeti prave ljudi, kateri pa so pravi ljudje. Pravi ljudje so tisti, ki te bodo sprejeli takšno kot si, z tvojimi muhami, z tvojimi lastnimi cilji, z tvojo lastno vizijo, s tvojim lastnim načinom osebnosti. To se pravi, ljudje, ki te hoče na vsakem koraku spremeniti in ti govorijo, da nisi dovolj dobra in da je nekaj narobe s tabo in da se moraš spremeniti v nekaj, zato da boš ti ustrezala v njihovo življenje. To niso pravi ljudje zate. Ali pa ljudje, naprimer, ki rušijo tvoje sanje ali pa tvoje cilje. Ti, naprimer, prideš k nekemu človeku v tvojem življenju in rečeš, veš, kaj sem se odločila, da bom to naredila, jaz si pa zelo želim iti tja, jaz bi pa rada to imela. In ta človek cinično, sarkastično začne spodjedati tvoje sanje. To ni prav človek. Ti rabiš v življenju ljudi, ki bodo sprejeli, spoštovali tvoje cilje, tvoje odločitve, tvoje vizije. Ali če jih razumejo, ali pa ne. Ker če jih razumejo, super, ti bo lahko mogoče celo pomagali pri njih. Če jih pa ne razumejo, je pa edino, kar oni rabijo reči, oziroma kar bi ti slišati od njih, je, glej, jaz se na to ne spoznam, ampak če si ti srečna, sem s tabo, te podpiram in ti bom pomagala, kakorkoli ti lahko. In to so ljudje, ki jih ti rabiš imeti v svojem življenju. Ti rabiš ljudi, ki te bodo dogradili, ki te bodo podprli, ki ti bodo varovali hrbet. Ne ljudi, ki te bodo vlekli navzdol, ljudi, ki te bodo rušili ali čustveno, ali psihološko, ali časovno. Ti ne rabiš takih ljudi. Veš, zelo težko je v življenju uspeti, če imaš nekoga, ki te skozi vleče nazaj. Včasih vidim kakšen odnos, naprimer, kjer je kakšna ambiciozna ženska noter, pa ima sanje, pa ima cilje, pa bi rada nekaj zgradila, pa dosegla v življenju. Pa ima njen partner mogoče neke svoje čustvene težave, pa vleče nazaj, pa je skozi spodbija, ne, to se ne splača, ne, to je brez veze, ne, tebi to ne bo ratal, sosedu Jože je to naredil, pa mu ni ratal, ne, bla, 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 bla. In taki ljudje so zelo demotivacijski. Tako da za neko srečno življenje rabiš ljudi, ki ti bo rekli, veš kaj, ti si totalna faca, vesela sem, da si v mojem življenju in hvaležna sem zate. Take ljudi rabiš. A prav, to je druga stvar, ko je zber. Tretja stvar, ko je zber, je prava karijera. Zber pravo kariero zase. Ok, žmahar, to je ful bolj enostavno reči, kot pa narediti, ne? Pa v bistvu ni. Dobra stvar je, da si inkarnirana na planetu, na katerem imaš na voljo tisoče karier in tehnično gledano lahko delaš karkoli želiš. Lahko odpreš avtomehanično delavnico, lahko postaneš investitorka na borzi, lahko odpreš ekološko kmetijo, lahko se ukvarjaš spletno prodajo, lahko začneš pisati knjige, lahko imaš zavetišče za vse, ti lahko delaš karkoli. Upam, da to veš, da lahko delaš karkoli. In včasih vidim punce, ko se zbere karijere, zato, ko so se 20 let nazaj odločile, da bodo nekomu ugajale in šle v napačno šolo ali pa v napačno službo in tam ustrajajo celo življenje in so nesrečne. Čem je fora? Čem je fora, da človek dela v življenju stvari, ki ga resno srečujejo? Jaz sem parkrat že probal sebe postaviti v neko pozicijo, da bi hodil v neko službo drugačno od te, ki jo pač imam in nikakor meni ne gre to čez. Tako da bi mogel imeti v glavi, da mogel 8 ur na dan hoditi v službo, ki je ne maram, do svojega, kaj jaz vem, do 70-80 leta ni šans, to sploh ni življenje. Veš, in tukaj zelo veliko žensk zgubi srečo. Zelo veliko sreče se zgubi v tistih 8 urah dela, ki ga ne mara. Tako da najdi si kariero, ki te spopolnjuje, to je kariera, v kateri uživaš, kariera, katera te zanima, kariera, v kateri se rada učiš, kariera, v kateri si že naravno dobra, kariera, s katero lahko ti nekaj spremeniš na tem svetu, kar je te pomembno. A veš, to začni delati. Če si v neki službi, ki ti ni všeč, pa se to ni taka velika stvar, da zamenjaš službo. Obdrž to službo in začni aktivno iskati novo. In ko boš našla novo, naredi prehod, da odpoved in se zaposli v novi službi. Ali pa ne vem, štarti svoje podjetje. Se lahko odpreš svoje podjetje, pa imaš možnost SP, pa imaš možnost DO-ja in lahko delaš karkoli želiš. Samo loce stvari. A veš, ne vidim nobenega razloga, da bi bila ti 1/3 svojega življenja nesrečna, ker delaš napačno stvar. Prav. To se pravi, ti rabiš strast in smisel čutiti v tem, kar počneš. In to je zelo velik korak do sreče moderne ženske. In četrta stvar, ki je zberi neodvisnost. Zberi neodvisnost. To pomeni, da si čustveno neodvisna, da imaš tako močno čustveno energijo, da nisi odvisna od ljubezni in energije drugih ljudi.
To pomeni, da tudi če si sama, si srečna, da tudi če drugi ljudje gredo stran od tebe, v redu, se si na neki površinski ravni mogoče malo prizadeta, ampak globoko v sebi si stabilna, ostaneš stabilna. To zapravi, da ni tvoja sreča dnevno odvisna od odločitev drugih ljudi. To pomeni neodvisnost. Pa postani finančno neodvisna. Se sama veš, kakšno situacijo imaš, ali ti to omogoča, da si neodvisna sama od sebe, ali pa če si mogoče odvisna od svojega partnerja, spremeni to. Včasih vidim kakšno žensko, ki nima samozavesti zaradi tega, ker ni finančno neodvisna, zaradi tega, ker je nekdo drug ali financira ali pomaga v življenju. Zgradi si kariero, zgradi si službo, pa postani finančno neodvisna, pa si kupi tisto, kar si želiš, pa si organizira življenje tako, kot si želiš. Pa ne rabiš nobenemu polagati računov na tem planetu. Postani tudi neodvisna fizično. Poskrbi, da bo tvoje telo tako, da bo funkcionalno, da boš lahko ga uporabljala, da te ne bo puščalo na cedilu, da te bo lahko dostavilo na vrhu hriba, če se še odločiš, da greš na vrh hriba, da ti bo omogočilo zgraditi tvoje sanje, da bo dovolj energijsko pretočno, hitro, močno. To je zdrava hrana, pa malo športa, pa svež zrak, pa meditacija, pa spanje, pa kakšna kopel, pa take stvari. Veš, vse to, kar ti zdaj govorim, to ni znanstvena fantastika, to so samo pametne navade, ki jih rabiš v svoje življenje dati na ključnih področjih svojega življenja. In če to narediš, jaz ne vidim nobenega razloga, zakaj ti ne bi bila ena izmed srečnih žensk, ki živijo na tem planetu. Vidim veliko punc, ki preobrazijo svojo resničnost na tak način. Videl sem res na tisoče primerov v zadnjih 10 letih žensk, ki so to naredila na neki točki svojega življenja ali pa celo večjih. Zato upam, da so ti napotki pomagali in da si našla kaj zase in da lahko kaj uporabiš v svojem življenju in implementiraš v svoje življenje. Če pa rada rešila globje, bolj individualno, oziroma znotraj neke skupine z mano na to potovanje, pa bi rada, da te podprem še na večje, boljše, bolj osebne načine, potem pa si poglej res delavnico Srečna ženska, katero imaš link nekje ob tem videu, ga najdeš, pa se zagotovi mesto v skupini žensk, ki želijo razturati svoje življenje. Pa prav, da se bomo fajn imeli, pa fajn družili. Skratka, izberi sebe, izberi neodvisnost, izberi prave ljudi in izberi pravo kariero, pa najverjetno še kaj druga ob tem, ne? Ampak evo, to so bile današnje 4 točke od mene zate. Pa ti pošiljam vse dobro, pa ti želim lepo življenje. In se vidiva, ko se vidiva, če se vidiva, kakorkoli se že kjerkoli srečava. Drž se, čau.